Tudi leto 2025 je bilo skozi prizmo slovenskega športa fenomenalno. Tadej Pogačar je še enkrat več pokoril konkurenco na dirki po Franciji. Osvojil je tudi svetovni naslov, pa recimo 3 spomenike in še bi lahko naštevali o uspehih. Kar se tiče nogometa, je imela Slovenija prvič v zgodovini 2 predstavnika v evropskih tekmovanjih, oba v konferenčni ligi in oba sta se prebila tudi v play-off tekmovanja v konferenčni ligi. Kljub temu, da to ni bilo olimpijsko leto, pa je znova blestela Janja Garnbret, ki je bila najboljša na svetu, prišla je do naslova svetovne prvakinje. Ljubitelji zimskih športov je navduševal Domen Prevc, ki je v Planici marca poletel 254,5 metrov in porušil svetovni rekord pred domačim občinstvom. Poleg tega je osvojil naslov svetovnega prvaka v smučarskih poletih. Blestela pa je tudi Domnova sestra Nika, ki je bila od svojega brata še boljša. Osvojila je vse, kar se je v ženski konkurenci smučarskih skokov v letu 2025 dalo osvojiti. Ob koncu poletja smo bili pred televizijske zaslone prikovani zaradi košarke. Slovenska reprezentanca je na evropskem prvenstvu malce celo presegla pričakovanja, prišla do četrtfinala, kjer je zelo namučila aktualne svetovne in poznejše evropske prvake Nemce. Kljub razočaranju po porazu z Nemčijo smo bili na naše fante izredno ponosni. Verjamemo pa, da je pred nami še bolj uspešno in še bolj uspehov polno športno leto 2026.